Nocoj, kaj dogaja, gostimo režiserja in scenarista letošnjega slovenskega kandidata za tujejezičnega Oskarja, človeka, pri katerem sta zvok in slika vedno kot se šika. Z nami je Matevž Luzar. Dober večer. Dober večer. Zdaj, film Orkester, to je film, s katerim si kandidat za letošnjega tujejezičnega Oskarja, ampak to ni prvič. Ne, prvič se je zgodilo to z mojim diplomskim kratkim filmom Vučko, s katerim sem bil med 5 nominiranci za tujejezičnega kratkega študentskega Oskarja. Wow, torej, Oskar te malo zasleduje, govor mogoče imaš že napisan, ga že planiraš? Mislim, da je to prehiter, da bi razmišljal sploh o tem. Bomo videli, kaj bojo naslednji meseci prinesli. Seveda bom pa se potrudil, da bom v zadnjem trenutku sestavil, če bo to potrebno. Zdaj, Orkester se dogaja v tvojem domačem Zagorju. Kako je nastala ideja za film? Ideja za film je nastala nekega večera, ko sem bil povabljen, da grem na gostovanje z orkestrom, pa lih nisem hotel iti, oziroma je bila to ideja moje žene Urške. In nekako sem potem sredi noči ugotovil, mogoče bi bil pa to dober film, in potem drugo jutro sem rekel, ajde, kdaj gremo? Je to poklon domačemu Zagorju, orkester? Orkester je poklon domačemu Zagorju, je poklon Zasavju, je poklon izjemnim ljudem, s katerimi živim in jih poznam. Zdaj, film je posnet v črno-beli tehniki. Zakaj taka odločitev? Želeli smo z avtorsko ekipo dati neko brezčasnost filmu in da malo budimo tudi spomin na sindikalne izlete in kako smo se včasih tudi fajn imeli, pa seveda tudi danes. Ali gre orkester na gostovanje ali sindikalni izlet, vedno je to zanimiva izkušnja. V filmu se govori tudi nemško, a si potem mogoče upal tudi malo na nemško-avstrijski trg? Če bi upal na nemško-avstrijski trg, potem ne bi posnel film v črno-beli tehniki, ampak v barvah. Zdaj, poleg filmov si režiral tudi serijo Jezero. A se je s tem začela nekako tudi ta obdobje serij tudi v Sloveniji? Jaz upam, da se je začelo to obdobje s to našo serijo, ampak želim se, da bi to obdobje čim bolj cvetelo, da bi se čim več serij delali, ne samo na tej televiziji, ampak tudi na drugih televizijah. Tako da upajmo tako in mislim, da si vsi želimo gledati čim več slovenskih vsebin. Gotovo. Baje si tudi bil ti tisti, ki je prepričal Tadeja Goluba, da se priredi knjigo v nadaljevanko. Je to res? Ja, v bistvu s Tadejem smo se, ko smo knjigo ožja avtorska ekipa scenaristov prebrali, smo se srečali s Tadejem in ga prepričali, da to ni film, da je to material za serijo, in potem so slede dogodkov tako zgodilo, da smo vsi začeli pisati serijo in da je potem ta serija tudi gledala ekrane vaše televizije. Zdaj, ti si bil na začetku predvsem scenarist, ne? Potem si začel režirati filme po svojih scenarijih. A bi lahko režiral tudi film, ki ga je nekdo drug napisal scenarij? Seveda, to je v bistvu ena od mojih skritih želja. Ker jaz imam tukaj en scenarij, pa bi pol... Admir, mogoče se bosta to pol zmenila, sigurno. Podobno kot Orkester iz tvojega filma, si bil tudi ti s tem samim filmom Poleti na turneji po Sloveniji. A film lahko še kje vidimo zdaj? Kje se ga lahko še ogledamo? Ta turneja še vedno traja po Sloveniji. Začeli smo jo poleti z open air projekcijami po celi Sloveniji, tudi med drugim na Ljubljanskem gradu, kot tudi v mojem domačem Zagorju. Sedaj se pa ta turneja nadaljuje po kinih, lahko ga vidimo v Art Kino mreži, lokalnih kinih in več ljudi, ki bo hotelo videti film, več bo priložnosti, da se vidi film. Kaj pa mogoče kakšen odhod v tujino, a to kaj razmišljaš, ta večna mogoče ambicija, da se gre nekam ven probat, mogoče Hollywood? Ja, glede na to, da enkrat sem že imel to izkušnjo, ko sem bil s svojim kratkim filmom v Los Angelesu. In zelo hitro sem prišel do zaključka, da želim delati slovenski film, pripovedovati slovenske zgodbe in ne vem, zakaj bi bila vedno želja iti ven. Dajmo ostati tukaj in delati slovenske filme. In pretrgati to grozno slovenski film, ne vem, ta stereotip in pač končno pretrgati. A so slovenski filmi postali gledljivi zdaj? Jaz mislim, da so to že pred leti postali gledljivi in da je to ostal nek stereotip, ki nič več ne drži. Treba je samo iti v kino in si pogledati slovenske filme. Torej, vsi, ki še niste šli pogledati filma Orkester, pojdite si ga pogledati čim prej. Matevž, hvala za obisk in veliko sreče na Oskarjih. Hvala. V starih cajtah smo na konc djal, lahko noč, se vidimo naslednji teden. Zdaj pa samo rečeš, subscribi se in glej, kakor te je vola.